Prva ideja projekta je hotelske terase, pravi razvoj glasbe in kaj se tu dogaja. Pa ko sem začel bolj razmišljati o celotni stvari, je pa bilo, hotelska terasa, turizem. Zdaj, kdaj se je turizem začel? Sem takoj prišel na začetek Jugoslavije, pred letom 1945 dejansko ni bilo. Potem takoj naslednja stvar v povezavi s turizmom je bila pa Jadranska magistrala, ker je bila pa prva, katera je povezala in to v bistvu služila kot ena hrbtenica za razvoj jugoslovanskega turizma. Magistrala teče od Trsta pa do albansko-črnogorske meje v skupni meri 1006 km. Jadranska magistrala je bila zgrajena v rekordnem času. Po drugi svetovni vojni pa do leta 1965 nekje so jo gradili, takrat v bistvu s pomočjo vojske tudi, ker so mogli minirati direktno noter obalo, da je cesta tam šla in porabljenih je bilo, mislim, da 2500 ton dinamita. Ne. Recimo na začetku ti sploh od Rijeke do Splita nisi mogel po cesti priti, si mogel iti z ladjo, kjer je, mislim, da pot trajala več kot en dan. Dejansko ta cesta je v tistem trenutku najprej omogočila v bistvu ful velik gospodarski razvoj. Naslednja stvar, kar pa pravi, pa omogočila ogromen turistični razvoj. Zdaj, ko sem se odločil o tem delati, pa o tem razmišljati, se odločil tukaj zraven povabiti Igorja Feketijo, ki je ekonomist. Teda prva faza tega projekta je bil knjižni research, potem najina pot 2 leti nazaj po celotni magistrali, kjer sva pač ob poti srečevala lokalce. Ta ves material, katerega sva ga zbrala, sva formirala 7 sklopov. To so bili Jadranska magistrala kot en element znotraj tega, potem dinamitaši. Preden se je začel turizem, so bile tam majhne ribiške vasice. In naenkrat, ko se je pojavil v bistvu vdor vseh teh turistov, naenkrat hoteli imajo ogromno potrebo po ribah. Ti domačini več s tistimi svojimi ladjicami, mrežami, pa trnki niso mogli zadovoljiti vse te potrebe in kaj naredijo, začnejo dejansko krasti dinamit od vojske in začnejo z dinamitom loviti v vodi. Meni je bila vedno predstavljena zgodba, da rib od Rijeke do Splita ni zaradi tega, ker so prišli Italijani in so z kisik bombami pa s puško vse to pobili in pomorili, dejansko so to bili lokalci, kateri so hoteli malo več zaslužiti. Potem begunci in jadrolinija kot element povezovanja med otoki, ki je dejansko tudi velik pripomoril k celotnemu razvoju. Potem na turizem, FKK turizem. Tito je nudizem dejansko uporabil Jugoslaviji za promocijo odprtosti jugoslovanskega socializma v nasprotju z Stalinovim socializmom. Nudizem je v tistem trenutku predstavljal 70% celotnega zaslužka, ki ga je turizem prinesel. Potem je bil hotel Haludovo kot en poseben primer vseh teh turističnih hotelov, ki so bili. Celotna ta zgodba je polna enih nasprotij. V Jugoslaviji vlada socializem, ampak v tistem trenutku se pojavi šef, v bistvu direktor, lastnik penthausa ameriškega na otoku Krku, kjer v tistem trenutku imel eno makadamsko cesto, pa mislim, da nekaj pastirjev. In on se dogovori, da bo tam postavil hotel, za katerega je vložil noter, mislim, da okrog $45 milijonov. In da to bo luksusen hotel, kjer bo imel ruleto, te penthouse pets, to so tako v bistvu kot penthouse bunnies, v katero mislim, da si lahko najel za $2000 na noč. In to mu dejansko uspe narediti. In v bistvu še to, te penthouse bunnies reklamira kot, da so to bojevnice proti železni zavesi. In v bistvu s tem, ko se postavi ta hotel, leta 1968, zaradi vseh teh dogovorov, Hrvaška ukine turistične vize za tujce. Druga stvar, kar se zgodi, je na Krku se vzporedno zgradi letališče, takrat še ni bilo mosta do otoka. Zgradi se letališče, kjer ima direktno povezavo z JFK-jem. Gosti tega hotela so potem, Saddam Hussein, njegov sin pozabi zlato pištolo pod poštrom. V bistvu skočijo neke te zgodbe, krožijo o bazenih polnih šampanca, dnevni porabi 10 kil kaviarja. In to vse v bistvu
laufa med socializmom. Ne. V trikotniku 20 mil stran imamo Goli otok, ne, politični zapor. Malo spet naprej so Brioni, kjer je Titova privatna rezidenca. Ne. Ja, da to v bistvu odpira ene hecne poglede na celotno to obdobje. No. Zdaj, teh 7 sklopov je nastal, v teh 7 sklopih je bil za vsega posebej narejen research in teh 7 sklopov sem predal potem Moanisu Sinanoviću, ki je pesnik in pisatelj. Ena stvar, kar me pa tukaj tudi zelo zanimala pri Moanisu, poleg tega, da zelo ocenim njegovo pisanje, je bilo pa to, da je dejansko 10 let mlajši od mene. Se pravi, njegova izkušnja z Jugoslavijo je popolnoma drugačna in me v bistvu tu zanimal ta odkorak od tega stran, da se samega sebe tudi zgubim, pa da se v bistvu odstranim ven tu. No. In na ta način je potem Moanis napisal 7 songov, kjer so bili pač, mislim, res super, jaz sem ful zadovoljen z njimi. Te songe smo pol dali Gašperju Pijanu, katerih je uglasbil. Jaz sem potem šel k Glej Jurišič na glasovno delavnico in dejansko je prišlo pa do tega, da smo na 5 različnih lokacijah vzdolž Jadranske magistrale te koncerte izvedli za v bistvu fantomske poslušalce. Igrala sva ob cesti, spravi ob tej Jadranski magistrali ali pa na klunu Jadro linije ali pa v zapuščenem Vitičevem hotelu Haludovo, na primer tudi. V bistvu smo pripravili eno tako komando s ekipo, da smo sposobni priti na lokacijo brez električnega napajanja, z generatorjem, z vsem ozvočenjem, kamerami in akcija. Posnetek, katerega lahko vidite v Cukrarni, je zdaj narejen v bistvu na tem projekcijskem platnu v velikosti 6x3 metre, da dejansko skoraj, da imajo možnost gledalci videti velikost naju 1:1, da dejansko pride do izkušnje koncerta. Tokom te raziskave sem dobil ogromno enega vizualnega materiala, tudi katerega sem hotel predstaviti kot en mind map, se pravi, da lahko gledalec, kateri nima te izkušnje z vso to zgodbo, ta vizualni mind map spremlja, pa v bistvu na osnovi njega si začne graditi zgodbo. Ne. Se odločil tukaj za oglje na papirju, predvsem zaradi tega, ker gre za v bistvu zelo močno ekspresivno risbo, kjer je dejansko meni tudi omogočila podoživljanje vseh teh trenutkov, pa po drugi strani tudi zaradi te svoje ranljivosti, ker vemo, da oglje je pač izbrisljivo, zginljivo, omogoča na nek način občutek prvoosebne dokumentacije, tako v bistvu enega dnevnika, enega zapiska, mogoče nekoga, ki bi dejansko skoraj da že lahko to doživel.